5 let od odhoda Franca Rodeta v Rim ima Ljubljana novega nadškofa in metropolita, dozdajšnjega nadškofa pomočnika v Mariboru Antona Stresa. To in še nekaj personalnih sprememb je opravil papež Benedikt XVI. Dosedanji ljubljanski nadškof Alojz Uran se iz zdravstvenih razlogov pričakovano umika. Odgovorno službo ordinarija v ljubljanski nadškofiji mi je 25. oktobra 2004 zaupal tedajni Petrov naslednik Janez Pavel II. Do takrat je preteklo že 11 let od škofovskega posvečenja, ki sem ga po rokah istega papeža prejel na praznik Gospodovega razglašenja 6. januarja 1993 v baziliki svetega Petra v Rimu. Ljubljanski nadškofiji sem v teh letih posvetil vse svoje življenje, moči, darove, ki mi jih je Gospod naklonil, saj sem imel ves čas pred očmi Jezusove besede: dobri pastir da svoje življenje za ovce. Da, Oče, v tem škofovskem geslu sem videl vse svoje upanje in delo, kot sem rekel ob imenovanju za ljubljanskega nadškofa. Po svojih močeh sem poskušal vedno in povsod izpolniti tisto, kar sem prepoznal kot Božjo voljo. Zato, da, Oče, ponovim tudi danes, ko je apostolski nuncij uradno sporočil, da je papež Benedikt XVI. Iz zdravstvenih razlogov sprejel mojo odpoved službi ordinarija in imenoval novega pastirja za ljubljansko nadškofijo. Bogu hvala za vse, kar ste v 5 letih mojega vodenja nadškofije iz ljubezni do Kristusa in njegove cerkve storili dobrega in plemenitega. To je bil čas intenzivnega dogajanja. Na področju osebnih sprememb naj omenim smrt papeža Janeza Pavla II. In izvolitev Benedikta XVI., imenovanje ljubljanskega pomožnega škofa monsinjorja Antona Jamnika, odhode v večnost škofov Jožeta Kvasa, nadškofa Alojzija Šuštarja, nadškofa Franca Perka, imenovanje mojega prednika monsinjorja dr. Franca Rodeta za kardinala. V cerkvi na Slovenskem smo bili priče ustanovitvi novih škofij in metropolije z imenovanjem novih škofov ter se posvetili pripravi na obisk ad limina in slovenski pastoralni dan. V tej prvi izjavi, dragi prijatelji, po imenovanju za ljubljanskega nadškofa in metropolita bi rad izrekel besede zahvale, besede pozdrava in seveda tudi prošnje. Zavedam se, da je vsaka služba v cerkvi, posebej pa še služba škofa v največji škofiji v državi, sedežem v prestolnici, v glavnem mestu, da je ta služba predvsem služenje, ki bi ga rad opravljal v dobro vseh naših vernikov in v tem duhu služenja sprejemam nalogo, ki mi jo je zaupal sveti Oče. Ob tej priložnosti izrekam pa prav posebno zahvalo dosedanjemu nadškofu in metropolitu monsinjorju Alojzu Uranu. Ljubljansko nadškofijo je vodil z njemu lastno prisrčnostjo, prijaznostjo, veseljem, zaupanjem in pogumom, kot pravi pastir, ki je blizu svojim vernikom in duhovnikom. Ljubljansko nadškofijo sprejemam v urejenem in zglednem stanju in za vse to sem dosedanjemu nadškofu res iskreno hvaležen. Potem pa bi rad pozdravil vse svoje nove sodelavce v nadškofiji. To so seveda najprej pomožni škof monsinjor Jamnik, pa potem vsi duhovniki in diakoni. Zelo dobro se zavedam, da škof brez duhovnikov ne more nič, kako velja tudi seveda obratno. Vsi skupaj pa lahko naredimo veliko. Kot nadškof glavnega mesta naše države pozdravljam našo državno oblast.
Odnosi med državo in cerkvijo se sicer počasi, a vendarle urejajo v smeri evropskih standardov. Rad bi prispeval k temu, da bi uresničili še tisto, kar nam na tem področju manjka. Cerkve se ni treba bati. Nimamo drugega namena, kakor da oznanjamo evangeljske vrednote pravičnosti in ljubezni. Katoliška cerkev in njeni člani v Republiki Sloveniji nimamo in ne pričakujemo privilegijev. Smemo pa pričakovati, da bomo za svoje poslanstvo imeli enake možnosti, kakor jih ima cerkev v drugih primerljivih evropskih državah. Nič več in nič manj.